Laboratorij za kognitivno modeliranje se ukvarja z področjem kognitivnega modeliranja, strojnega učenja ter odkrivanjem znanja v podatkih in slikah. V laboratoriju je redno zaposlenih 5 članov, drugače pa sodelujemo tudi z strokovnjaki z drugih področij, to so psihologi, zdravniki, biologi, kemiki, fiziki, ekonomisti in priznani znanstveniki iz drugih univerz, iz mednarodnih inštitucij, iz držav Portugalske, Grčije, Belgije, Rusije in Švice. Samo področje strojnega učenja se drugače ukvarja z iskanjem zakonitosti v velikih bazah podatkov. Na osnovi teh podatkov nato izgradimo modele, ki se v nadaljevanju uporabljajo za razlago teh podatkov, za napovedovanje in reševanje novih problemov v prihodnosti. Pogost tak primer rabe strojnega učenja je na primer na področju medicinske diagnostike, kjer lahko uporabimo podatke o pacientih v preteklosti za diagnosticiranje novih pacientov in pomoč pri njihovem zdravljenju v prihodnosti. Primer takšnega sodelovanja z zdravniki smo imeli na področju diagnosticiranja ishemične bolezni srca in ocenjevanja patologij človeškega okostja. Z izdelavo sistema za analizo scintigrafskih slik smo z tem sistemom pomagali zdravnikom, da z določeno zanesljivostjo diagnosticirajo težave pacientov in pomagajo pri odločitvah o njihovem nadaljnjem zdravljenju. V okviru znanstvenih dosežkov laboratorija ne mogoče omenim le to, da je letos pri ugledni mednarodni založbi izšla tudi knjiga 2 članov laboratorija, to sta profesorja Igorja Kononenka in docenta Matjaža Kukarja. Drugače je pa samo delo v laboratoriju za kognitivno modeliranje raziskovalno, pestro in zanimivo. Zaradi tega so vrata laboratorija vedno odprta tako navdušencem z tega področja, kot tudi radovednim.